grozi nov poplavni val. Nekateri ljudje ne morejo do svojih domov. Pogodba o spornih stacionarnih radarjih. Premiera baleta Romeo in Julija. Pozdravljeni. Ob nedavnih poplavah in veliki škodi, ki so jo utrpeli prebivalci v Podravju in drugod po Sloveniji, vremenoslovci za ta konec tedna ponovno napovedujejo možnost večjih količin padavin, predvsem v noči na ponedeljek. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje posebnih opozoril za zdaj niso izdali. Ob napovedanih močnejših lokalnih nalivih pa se pojavljajo strahovi pred vnovičnimi poplavami in plazovi, zlasti na območjih, ki so že bila prizadeta. Drava gotovo bo naraščala, ne zaradi padavin v vzhodni Sloveniji, kjer jih skoraj da ne bo, ampak zaradi teh padavin, ki bodo predvsem na zahodu Koroške. Vemo pa, da se tokrat Avstrijci bolje pripravljajo na to predvideno deževje in že danes pravzaprav praznijo akumulacije za svojimi jezovi na Koroškem. Tako da neke hude skrbi glede tega dežja na vzhodu Slovenije verjetno ne bo potrebno, ampak zadeva se še spreminja, tudi napovedi se še spreminjajo. Kot kaže, vse bo v nedeljo recimo dež omejil predvsem na zahodno polovico Slovenije, potem v noči na ponedeljek in ponedeljek pa bo deževje zajelo tudi osrednjo Slovenijo. Tako da se bo nekoliko pomikalo proti vzhodu, vendar danes ni možno zanesljivo napovedati, koliko bo tega dežja in kaj bo potem posledično seveda ta količina vode povzročila na vzhodu. Tudi peti dan po poplavah se Drava na širšem območju občin Gorišnica in Markovci še ni vrnila v staro strugo. Poplavljenih je še nekaj hiš. Skupaj z gasilci smo obiskali perutninsko farmo Krabonjevih, kjer je voda uničila vso zalogo hrane. Takole se je danes Peter Krabonja s traktorjem skozi še vedno deročo Dravo prebijal do svoje farme, ki jo je zapustil pred 4 dnevi. Ob pogledu na razdajanje je v prvem trenutku ostal brez besed. Uničeno je vse. Hvala Bogu pa, da ni bilo piščancev. Vse, zavete. Ograja, farme, vse polne blata, stelja, slama, vse. 50 hektarov slame, 400 kubikov žagovine, treba nadoknaditi. In če smo se na farmo še prebili s traktorjem, smo uro kasneje že ostali ujeti pred deročo vodo, ki je ponovno začela naraščati. Tebo ne gremo, tebo ne vremo. Na pomoč so prišli ptujski gasilci s čolnom, le stežka smo se med drevesi in naplavinami prebili na varno. Na drugi strani pa strahom čakajo na noč prebivalci Stojencev. Komaj so hiše, ki so bile do oken pod vodo očistili blata, se zdaj voda znova približuje njihovim domovom. Kako sploh zdržim to še, ne vem, prsi me teši in ne vem, kako bo to. Strah nas je. Zdaj bomo pač zaščitili neke stvari, pa to zdaj bomo odpeljali, kaj še je takega. Mogoče še, ker bi bilo kaj za rabo. Naša vojska danes tu bo pomagala vreče polniti, pa sanirati 6 stvari. Jaz so že 2 dni so že tu na terenu. Prejšnje dni smo imeli gasilce, so že čisto pomagali. Na terenu je več 100 gasilcev že od ponedeljka, pred njimi pa so spet strahovi pred nič kaj obetavnimi vremenskimi napovedmi. Letalska policijska enota je danes obiskala družino Cvetko iz Vurberka, ki so jo v ponedeljek reševali pred poplavami. Kot je bilo slišati, je bilo to prvo nočno reševanje z elektromotornim vitlom in hkrati prvo reševanje ljudi z objekta, ki je bil ogrožen. Prvič po nesreči so si pripadniki letalske enote takole segli v roke s člani družine Cvetko. Lepo vas je videti, takole, drugače. Od ponedeljka, ko je njihovo hišo zajela deroča voda, si še niso opomogli. Glejte, to je težko opisati. To se ne da z besedami povedati, to moraš samo doživeti in jaz to nikomu ne privoščim. To se je dogajalo v trenutku, to je bilo v 20 minutah, je bilo neprehodno, nisi mogel nikamor več, da bi se lahko umaknil. V kritičnih trenutkih so se s težavo prebili do sosednje hiše, splezali na streho in počakali na helikopter. Hudourniku, kot ga ne pomnijo, so komaj ušli. Smo se v bistvu 3 skupaj prijedli in smo šli po steni hiše do žlebov, da smo se po drugi poprečni steni
in pol po drevesih in cipresah, da smo prišli do tja. Srečku Žagarju, pilotu z 12-letnimi izkušnjami, so težave povzročali električni drogovi in bližnja drevesa. Brez pomoči gasilcev jim ne bi uspelo. Oni so imeli organiziran na tleh osvetljen heliport in to zelo lepo. Moram pohvaliti gasilce, da so to zelo dobro uredili. Tako da so nam bistveno olajšali tudi ta pristajanje tam, da smo bili lahko hitrejši. V 35-minutni reševalni akciji pa se je izkazala tudi družina. So se obnašali profesionalno, v bistvu signalizirali so, kje so, izbrali so pozicijo na strehi, kjer je bila idealna. Letalska enota je letos uspešno izvedla že 46 gorskih reševanj. V bolnišnice pa so prepeljali več kot 230 poškodovancev. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu med mariborsko občino in podjetjem Iskra Sistemi, po kateri so v nekaterih mestnih križiščih postavili tudi sporne radarje, je nezakonita, menijo pri mariborskih socialnih demokratih. Zato so danes vložili predlog za revizijo računskega sodišča, prijavo proti korupcijski komisiji in pobudo za nadzor zakonitosti finančnemu ministrstvu. Nasprotno pa so predstavniki občine in Iskra Sistemov prepričani, da je pogodba v skladu s predpisi. Celoten projekt o nadgradnji in avtomatizaciji mariborskega cestnega prometa je bil ves čas transparenten. Mestni svet je bil na vsaki točki seznanjen s spremembami, menijo predstavniki občine, Iskra Sistemov in Inštituta za javno-zasebno partnerstvo. Ta projekt je zakonit, da je sledil celotni zakonodaji in da je bil v celoti z celotnim potekom tega projekta seznanjen tudi mestni svet. In na vsakem koraku razpisov smo ostali zavezani načelom zakonitosti in transparentnosti. Investicijska dokumentacija je bila narejena takšna, kot je zahtevana po uredbi o pripravi teh dokumentov. Pripravljen je bil DIP, kasneje je bila pripravljena tudi njegova novelacija. Obveznost priprave invest programa je pa bila prenešena s pogodbo na zasebnega partnerja, tako da s tem delu ni bila kršena nobena zakonodaja. Pogodba se ni zdela sporna ne informacijski pooblaščenki, niti finančnemu ministrstvu še dodajajo. Se pa pogodba zdi sporna mariborskim socialnim demokratom. Na ponedeljkovi izredni seji zahtevajo moratorij na njeno izvrševanje. V tem času naj jo preuči računsko sodišče, protikorupcijska komisija in finančno ministrstvo. Kršitve zakonodaje in velike napake v postopku napeljujejo na skrajno neodgovorno ravnanje župana kot varuha zakonitosti in javnega interesa. Preprečimo nadaljne protipravne posledice za ljudi in zmanjšujemo obseg potencialne odškodninske odgovornosti mestne občine Maribor. Od postavitve do danes je bilo požganih že 8 od 30 radarjev, močno pa se je zmanjšalo tudi število prekrškov. Če so jih prvi dan zabeležili 4500, so jih v tem tednu le po 700 na dan. V začetku marca je postalo jasno, da zimske univerzijade, ki bi morala biti v Mariboru konec januarja prihodnje leto, ne bo. Danes je že znano, da je Mednarodna univerzitetna športna zveza proti organizatorju odpovedane prireditve vložila tožbo v višini okoli 4,5 milijona evrov. Tožbo sta prejeli tako Mestna občina Maribor kot tudi Slovenska univerzitetna športna zveza. Sodišče v Lozani je stranke pozvalo k mediaciji, tožena stran pa mora na predlog odgovoriti do ponedeljka. Poslali so nam predlog za arbitražo in pa tožbo. V naslednjem tednu se seveda sestanemo tudi z odvetniki in bomo zadevo detaljneje proučili in sporočili naš odgovor na FISO oziroma na sodišče v Lozani. Na Mariborskem trgu Svobode je bilo danes ves dan veselo. Pripravili so namreč že 29. martinovanje. Tradicionalna prireditev je privabila več tisoč obiskovalcev, ki so pokušali žlahtno kapljico in kulinarične dobrote z turističnih kmetij. Slovesnega trenutka, ko je mošt postal vino, pa se je udeležila tudi naša ekipa. Dragi Mariborčani, dragi Štajerci, vesoljna Slovenija. V Mariboru se je ta trenutek mošt spremenil v vino. Tako se je na Trgu Svobode žlahtna kapljica iz mošta spremenila v vino, ki so ga z veseljem zaužili tudi številni obiskovalci. Obožujem martinovanje in lepo je, všeč nam je. To je tisto, kar nas bi moralo v svetu delati prepoznavne. Dobro, to je mlado vino za nas starejše. Je kaj boljši kot prej, ko je bil še mošt? Dobiva na kvaliteti. Mislim, da imamo odlične mošte v kleteh
in da spomladi bomo lahko rekli, da imamo odlično vino in da je bila pretekla letina, to se pravi letošnja letina, tudi dobra. Sedaj je samo še naloga vinarja v kleti, kletarja, da mošt dobro skletari, da bo donegovano vino čim bolj kakovostno. Za vse, ki bi se v proučevanje kakovosti vinskega letnika preveč poglobili v vsebino, pa je bila na voljo tudi prva pomoč. Ni bilo pretirane potrebe po izvajanju nujne medicinske pomoči, seveda se pa vedno najde nekdo, ki je te pomoči potreben. Obiskovalci pa bodo v dobri družbi ter z mladim vinom in kulinaričnimi dobrotami uživali pozno v večer. Že danes pa si je večina obljubila, da se ob letu osorej ponovno snidajo. Zdaj pa poglejmo še nekaj drugih novic po Sloveniji. Predsedniški kandidati imajo le še danes možnost prepričevanja volivcev, ob polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Sicer pa je v torek, sredo in četrtek potekalo predčasno glasovanje. Svoj glas je tako oddalo že 23.350 volivcev, kar predstavlja 1,36% vseh upravičencev. Ministrstvo za notranje zadeve je vnovič preštelo podpise v pobudi za referendum o slabi banki in podatke danes že posredovalo v Državni zbor. Na ministrstvu informacije o številu podpisov niso izdali. Če bo število zadostno, bo predsednik Državnega zbora Gregor Virant verjetno v ponedeljek razpisal rok za začetek zbiranja 40.000 podpisov za referendum. Sindikat delavcev energetike je zadovoljen z dogovorom z vlado, na podlagi katerega je umaknil zahtevo za razpis referenduma o Slovenskem državnem holdingu. Tuji kapital lahko vstopi v energetiko, a le v novo zgrajene objekte, medtem ko mora v obstoječih objektih strateško lastništvo ostati v lasti države. Mariborsko gledališče Drevi na oder premierno postavlja brezčasno in tragično zgodbo o dveh ljubimcih, Romeu in Juliji. Praizvedba baleta je avtorski koncept baletne plesalke in koreografinje Valentine Turku, na glasbo Sergeja Prokofjeva in pod taktirko Alekseja Baklana. Valentina Turku stremi k baletu kot umetniškemu izrazu na najvišji ravni gledališke estetike. Z Romeom in Julijo išče telesno popolnost in čutnost. Biti izviren morda v tem je najti neko sodobno dinamiko v baletnem gibu, v klasični baletni predstavi najti intenziteto emocij, ki spremljajo te karakterje, v eni scenografiji, ki je brezčasna, ki nima pridiha preteklosti, niti ne nekega futurizma. Iščem, da baletna predstava dobi prepričljivost. V vlogi Julije nastopa Katarina de Meneses, Romeo pa prvi solist mariborskega baleta Anton Bogov. To vlogo je prvič odplesal pred 17 leti. Takrat so v Mariboru nazadnje uprizorili omenjeni balet. Vloga je sigurna, pred 17 leti sem jo drugače predstavljal sebi, tudi drugače je odplesal to vlogo. Da mogoče bolj dramatuško se posvečam tej vlogi, bolj delam na izrazu. For me, the hardest part are actually the easiest steps. Valentina made it very neoclassic and a lot of difficult things, but the simplest ones are somehow the hardest to make pretty. Koreografinja Valentina Turku ob boku z dovršeno in tehnično zahtevno glasbo Sergeja Prokofjeva kot baletna skladateljica vsakemu liku posebej oblikuje vlogo. Navdih črpa iz ikonografskih renesančnih slik in arhitekture. Ob Mariboru je letos Evropska prestolnica kulture tudi portugalski Guimarães. V okviru portugalske kulturne ambasade so sinoči v Vetrinskem dvoru odprli zanimivi fotografski razstavi. Aqui nasceu Portugal. Tukaj se je rodila Portugalska, v Guimarãesu. Por outro lado, permitiu que os cidadãos tivessem conceitos diferentes quanto à cultura que era muito tradicional entre nós e que esta capacidade de nos relacionarmos com outros povos da Europa, também com Maribor naturalmente, foram fundamentais para termos uma leitura mais abrangente do que é a cultura contemporânea. Guimarães s svojimi vedutami je tudi predmet razstave Ponovno obiskovanje mesta, Revisiting City. Gre za poskus refotografiranja. Fotografa Ines Dorej in Carlo Šlobo lovita današnje podobe mesta, potem ko so te že bile fotografirane od poznega 19. stoletja do leta 1950.
What you see here is not only simply a mechanical exercise of going to the same spots and redo the photograph, but also to input or to introduce in the new images an authorial and an artistic language. Evropske oči na Japonskem, Japonska danes, European Eyes on Japan, Japan Today, je projekt, ki je v teku že 14 let. Vsako leto fotografi iz evropskih prestolnic kulture obiščejo Japonsko in tamkaj na rezidencije ostanejo 3 tedne. Slovenski in portugalski fotograf sta obiskala prefekturo Toyama. Was able to explore a bit further my ideas because I got to know people that sort of opened me doors to work. Kortešu je tudi sicer blizu zbliževanje mesta in njegovih prebivalcev. Medtem ko je Bojana Radoviča na Japonskem najbolj prevzel festival neporočenih žensk. Predvsem je bil šok ogromno kiča. To me je presenetilo. Torej en konflikt med neko tradicijo in komercializacijo in pop kulturo. Tako da na nek način sem to želel tudi potem prikazati v samih fotografijah. In prav to je vidno na njegovi likovni stvaritvi, ki nekoliko spominja na podobe Marilyn Monroe, znamenitega pop-art umetnika Andyja Warhola. Pred koncem dnevnika pa poglejmo še novice po svetu. V Bruslju poteka maratonsko usklajevanje evropskega proračuna za prihodnje leto. Evropski parlament podpira predlog Evropske komisije, naj proračun znaša 137,9 milijarde evrov. Članice pa ga želijo oklestiti za okoli 5 milijard. Unija se mora dogovoriti tudi o tem, kako bo zapolnila luknjo v letošnjem proračunu. Komisija pravi, da manjka 9 milijard evrov. V Nemčiji bodo v luči varčevanja omejili obveznosti države do bivših predsednikov in kanclerjev. Bivši predsedniki in kanclerji bodo poslej lahko imeli po koncu svojega mandata le še največ 4 svetovalce. Varčevalni ukrepi bodo sicer veljali šele za prihodnje bivše predsednike in kanclerje. Več 10 tisoč protivladnih protestnikov se je v četrtek zvečer zbralo na ulicah argentinske prestolnice in na tak način izrazilo nasprotovanje inflaciji, kriminalu in korupciji v državi. Protesti proti predsednici Kristini Fernández de Kirchner so trajali skoraj 4 ure in so bili največji protivladni protesti zadnjih let. V New Yorku od danes tankajo po sistemu par-nepar, kar pomeni, da lahko danes pridejo na črpalke po gorivo le tisti avtomobili, katerih registrske tablice se končajo z neparno številko, jutri pa s parnimi številkami. Ukrep bo veljal, dokler se kriza z oskrbo po orkanu Sandy ne konča. Okrog 700 tisoč odjemalcev v mestu New York in sosednji državi New Jersey je brez elektrike že 10 dni zapored. Krizo je v sredo še povečalo snežno neurje. Poglejmo še vreme. Jutri bo v vzhodni Sloveniji precej jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija. V nedeljo bo v vzhodni Sloveniji še delno jasno, drugod pretežno oblačno, v zahodni in delu osrednje Slovenije bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, toplo bo. V ponedeljek bo oblačno s padavinami. To je bil dnevnik televizije Maribor. Lep večer želimo in nasvidenje.